Če nimata prave ostrine, seveda je njena ostrina odvisna od tvoje veščine. Discipline pa tiskar imamo mi patine. Moraš imeti to, treba imeti ta pravi apetit. Moraš imeti malo sit, manj preučit, taj položit, taj tega se ne da naučit. Beat. Hočem imeti ta beat. Hočem imeti ta beat. Študentje so za nas pripravili humanitarno akcijo zbiranja finančnih sredstev za naše uporabnike Centra Naprej. To so ljudje, ki so doživeli težke možganske poškodbe in res je super, da se lahko tudi študentje, naši uporabniki družijo in preživijo en večer, pa tudi enih 2 dni so preživeli študentje pri nas v ustanovi, tako da res je krasna akcija in vsaka čast študentom, da tudi takšne stvari počnejo. Nekako easy, prlezo do faksa, pa sem hiter videl, da nekak bolj leži mi praksa. Redna služba, plačuje se taksa, ista družba, puff, pes, neki tasga in čeprav sem brok, pa ga smokam že dolg v sebi. Ta projekt leto že 6. zapored, nekako vsako leto projekt nadgrajujemo, ga višamo, tudi zbrana sredstva so nekako vsako leto višja, tako da mislim, da bomo seveda projekt nadaljevali, nam je tudi veselje, vsaj tudi z ekipo, ki smo letos sodelovali, nam je bilo veselje delati na tem in sodelovati tudi na centru, kjer smo tudi sodelovali pri njihovih delavnicah. Mlajši nas razumete, tisti starejši ste pa danes izkusili nekaj novega, da boste lahko rekli, ja, dragi vnuk, bil sem na rap koncertu in ni bilo slabo sploh. Ampak ne, mene čisto všeč to, kar je, lahko bi bil odvetnik, pa ne gre, lahko bi imel kaj več v teh letih, ampak ne, pravijo, lahko bi to, lahko bi tis, lahko bi nič, lahko bi vse, ampak ne. Mene čisto všeč to, kar je. In verjemte mi, nisem imel plana delati hitiča. Ker naenkrat 2 modela pred menj. Ti jih vidiš, da sta agresivca. Ti jih, vidiš, nista dobila za fuka, zdaj ta mene naputala. Pač tak je. A veš, to se sloron mate, če ne gre ven stiča, bo šel splesti. Tak gre. To se pravila. Problem je v tem, da ko se ti zgodi taka nesreča, ponavadi ostaneš precej sam in si izoliran in zato je izredno pomembno, da imajo možnosti, da se lahko kamorkoli vključijo, da lahko zaživijo to, kar se jim je s to nesrečo v bistvu zgodilo, prekinila ta zgodba njihova prvotna, ko so živeli neko normalno življenje, danes pa ni čisto tak več. Zato je ta izmenjava, v bistvu, to druženje res fantastično za njih in uživajo in so zelo hvaležni, da smo tudi s to humanitarno akcijo tudi ta del pridobili za njih. Kolikor se spomnim, sem si nekaj dne spostavil motor. Pa na poti k zdravniku sem imel hud karambol. 7-krat skočil na lobanjo, čelnica, senčnica, ličnica, sineste kosti, zgornja desna čeljust in 2-krat lobansko dno. Ker sem bil neumen, mi je prometna nesreča podrla vse življenjske cilje. Hitreje se razburim, marsikaj pozabim, ne vozim več avtomobila, ne opravljam poklica, za katerega sem se šolal. Svetujem vam, da ste v prometu zelo previdni, da se vam ne zgodi podobno kot meni. V bistvu so zgodbe samih varovancev toliko tragične, da nismo hoteli tudi vzdušja na koncu ubiti in s tem smo stand-up smo zato noter vključili, da celo atmosfero razbije, da malo dvigne ljudi pred nastopi varovancev, ter kaj pa, ker je pač za mlade je to super opcija trenutno, pa pripravljen je bil sodelovati s svojo ekipo, da vse skupaj je bolj na koncu en fajni projekt vam prišel. Samo sem rad med ljudmi, pa delamo, pa center mi je na novo spet drugo življenje, sicer ki se še popravlja, oziroma ga skušam pač čim bolj aktivno. Pa vesel sem, da ste prišli na to zabavo in da sem tukaj z vami. Želim si, da bi bilo takšnih prireditev več in da bi bilo več druženja, tako kot se zdaj družimo.